Gospodarstvo je tudi preko Gospodarske zbornice Slovenije močno vpeto v vse spremembe, ki se pripravljajo na področju izobraževanja. Ko govorimo o vajeništvu in pametni specializaciji, o čemer je bil govor na današnji skupščini GZS, lahko na kratko povzamete, kakšno je trenutno stanje in kaj se nam obeta. Pripravljamo zakon o vajeništvu, a predtem še pilotsko seveda raziskujemo posamezna področja v gospodarstvu. Identificiranih je 11 takšnih področij, ki so zelo zainteresirana za razvoj vajeništva. To pomeni že kar sodelovanje neposredno z predstavniki gospodarstva, pa tudi negospodarstva. Namreč oblikovali smo delovno skupino medresorsko, s predstavniki tako Gospodarske zbornice, kot seveda Obrtne zbornice, tudi socialnih drugih partnerjev, in na ta način pripravljamo modelske pristope, ki bi bili najbolj smiselni v začetno izvajanje vajeništva v Sloveniji. Kako ocenjujete dve pobudi Gospodarske zbornice Slovenije, ena za povečanje tehnične kulture mladih, pravzaprav že najmlajših, in druge za povečanje digitalnih kompetenc, predvsem starejših zaposlenih? Vsekakor so to kompetence pravzaprav že kar vsakdana, vse bolj zahtevne so, razvijajo se zelo hitro. Na ministrstvu imamo tudi pripravljenih kar nekaj mednarodnih primerljivih analiz, pričakujemo še nove v juliju 2016, ki bodo v resnici postavile vsakega Slovenca ob bok tudi drugim primerljivim državam, tako da vidimo, kje smo v teh kompetenčnih stanjih. Hkrati pripravljamo na ministrstvu digitalno strategijo Slovenije in seveda strategijo kibernetske varnosti, ki so del odgovora tudi strategijam, ki sicer delujejo na evropski ravni, in znotraj tega seveda iščemo odgovore na vse te pobude. Kar se tiče tehnične kulture, pa seveda se povsem strinjamo, potrebno je dvigovati različnost teh kompetenc. Nekateri mladi si želijo bolj usmerjanja v ta tehnični vidik, drugi bolj v družbeni, družboslovni vidik. Oboje je prav, da seveda slovenska družba ima v sebi, da pa najdemo prave načine, je pa to možno le tako, da sodelujemo prav skupaj s predstavniki gospodarstva oziroma organizacijami, kot je Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica in drugi nosilci, ki še kako dobro veste, kakšno je v resnici na koncu stanje na trgu in v podjetjih.